Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Dobrodošli v 10. sezoni oddaje Ženska arena. Pogovorna oddaja, ki nam je že predstavila in nam še bo ogromno čudovitih žensk. In ker je olimpijsko leto, sem izjemno počaščena, da lahko nocoj gostim našo olimpijko, Celjanko Tino Trstenjak. Dobrodošla, dober večer. Dober večer. Dobrodošla v studiu Ženske arene. Kako se počutiš? Moram te vprašati, namreč naša olimpijka, čeprav je že dala ogromno intervjujev, ogromnokrat je bila po televiziji, v pogovorni oddaji nastopa v živo. Verjamem, da bo vse v redu, kaj ne? Ja, super se počutim in komaj čakam, da začnemo. Posebna izkušnja, tako posebna, kot je tvoja življenjska zgodba. Tina Trstenjak, olimpijka, na katero smo vse Slovenke in Slovenci izjemno ponosni, Celjani in Celjanke pa še posebej. Prinesla si nam 2 olimpijski medalji, srebrno in zlato, doživetji, ki ostaneta zapisani za vse življenje in pa dejansko za vso zgodovino. Če bi mogoče sedaj v tem trenutku lahko strnila en občutek, kakšen občutek nosiš od teh 2 medalj? Vsaka je posebna na svoj način, ampak dosežek kot tak je pa verjetno nek poseben občutek. Zelo sem ponosna na obe, tako na zlato kot na srebrno. Za obema je dosti odrekanja, ogromno enih treningov, 2 finala na 2 olimpijskih igrah zaporednih. To je zelo velik dosežek, v judo to še nobenemu ni uspelo. Se pravi, občutki sami po sebi so svojevrstni. Tisti trenutek, ko prejmeš medaljo, mine. Ostane pa potem vse drugo, kar te spremlja še naprej v življenju. Da pa pride človek do olimpijske medalje, je pa verjetno veliko drugih trpkih, težkih občutkov, doživljanj, garanja. To bova pokazali nocoj skozi tvojo zgodbo. Kot sem že omenila, rojena Celjanka, kaj ne? Ja. Rojena v Celju, lahko zaupava našim gledalkam in gledalcem, vsi vedo, pred 31 leti, in si edinka. Sem. Res je. Živiš vse življenje v Novi vasi? Ja. Vse življenje v celjski mestni četrti Nova vas. So imeli tudi tam kakšen sprejem zate, ko si prišla iz olimpijskih iger, enih ali drugih? Ne, zdaj iz Tokija sem imela 2 sprejema v istem večeru, enega na Lopati, tam, kjer je moj judo klub, in drugega na Šmartinskem jezeru na Panorami. Na Panorami. Lepo. Si že v bistvu vse življenje članica celjskega judo kluba Sankaku, verjetno ne izgovorim pravilno? Sankaku. Sankaku. Gre za japonsko ime, ki ga je slavni trener nadel vašemu klubu, gospod Marjan Fabijan. Ja, tako je. Gospod Fabijan, se opravičujem, masko si popravljam, pa je malce se težko navaditi, kar takole govoriti z njo. In z njim si spletla skozi svojo kariero eno tako posebno vez. Od katerega leta si v bistvu v tem klubu? Začela sem leta 1998, pri 8 letih. Seveda najprej je bilo vse skozi igro. Potem pa sem postopoma trenirala več in recimo, da zadnjih 15 let treniram pri Marjanu Fabijanu. Zadnjih 15 let pri Marjanu Fabijanu, ki je tudi svojevrsten čudež športa in trenerjev, kaj vse je dosegel s tem malim celjskim klubom, s trdnim delom in garanjem. Vrniva se malce v tvoje otroštvo, preživljala si ga v Novi vasi, si že takrat morda že vedela, da boš športnica ali pa te je zanašalo kam drugam? Kako si se kot deklica iskala in odraščala? V bistvu sta me starša vse skozi usmerjala v šport. Začela sem s športno šolo, nadaljevala s plesanjem. Probala sem veliko športov, plavanje, plezanje, judo, atletika. Nekatere tudi zraven juda, ampak na koncu, ko se je bilo treba odločiti za en šport, je judo vedno zmagal in potem sem ostala v judo
do danes. Do danes. Prejšnji športi so bili tako, ne, kot si sama rekla, če so starši rekli, moraš vztrajati, potem ja, sicer pa ti ne bi šla tja. Ja, v bistvu je bilo pri nam doma tako pravilo, da če sem se za nek šport odločila, sem eno šolsko leto mogla hoditi, ne. Nisem smela kar pustiti. Recimo, plesa nisem najbolj marala, ne, ampak sem pač mogla tisto eno šolsko leto hoditi. Nikoli pa ni bilo to pri judo, da bi rada nehala. Nikoli ni bilo. Judo ti je bil zapisan v tvojo življenjsko knjigo in v tvojo življenjsko areno. Katero osnovno šolo si obiskovala? Četrto osnovno. Četrto osnovno šolo. Tam verjetno vlečeš lepe spomine, jih še danes, kdaj obiščeš? Zelo lepe spomine imam na osnovno šolo. Po olimpijadi v Rio de Janeiro sem večkrat obiskala šolo, zdaj po Tokiu še ne. Zdaj so tudi malo drugačni časi, ta COVID situacija. Drugače pa verjetno bom v prihodnosti. Seveda boš. Lepi spomini, lepa prijateljstva, vendar, kot si omenila, ti si že zelo zgodaj začela resno s treningi, kaj ne? Treningi so se stopnjevali. Recimo, da ob koncu osnovne šole sem že zjutraj tudi trenirala 3-krat na teden pred poukom, potem pa celo srednjo šolo vsak dan zjutraj in popoldan. Pred poukom zjutraj, zgodaj? Ob 6 zjutraj. 6 zjutraj. Že tako mladi ste imeli takšen resen tempo. Ja. In kako se ti je to bilo navaditi? Ni bilo težko? Pa niti ne, mene je šport vedno zanimal, šola sicer malo manj. Tako da meni ni bilo nič težko, kar je bilo glede športa. Lepo, da si tako iskrena. Pa, če ste zamujali v šolo, če se je to kdaj zgodilo, je bilo razumevanje strani učiteljev, kako je bilo s tem? V osnovni šoli še ni športnik toliko formiran, da bi se že vedelo, je uspešen, ni uspešen, gre dejansko samo za neko začetno fazo treniranja. Ja, nisem imela težav, tudi imela sem status športnika, so me upoštevali, tako da ne smem nič slabega reči. Tina, v svoji zgodnji mladosti, da se tako izrazim, ker si še vedno zelo mlada, lepa ženska, si imela kakšne posebne hobije ali si sploh imela čas zanje? V bistvu časa nisem imela, jaz sem v svoj čas posvetila judo in počitku. Prej še šolje, ampak zdaj zadnja leta pa samo, vse je bilo podrejeno judo, tako da sem dala na stran včasih in družino in prijatelje. V bistvu vsi so se mogli navaditi na to. Kot si omenila, imela si že od takrat, od osnovnošolskih let naprej, v bistvu 2-krat na dan treninge, šola, učenje, malce počitka, spet treningi. To je zelo naporen tempo, ki terja tudi svoje. Ali je kljub temu bilo kaj časa za prijateljstva, vse tiste mladostniške stvari, ki jih mladi doživimo, damo skozi? V bistvu ne, ampak niti me ni to vleklo tja. Verjetno jaz, če bi izrazila željo, tudi mi noben ne bi tega prepovedoval. Ampak sama sem bila toliko usmerjena, toliko sem imela nek, ne bi rekla temu cilj, ampak vedela sem, kaj hočem in vedela sem, da bo to slabo za mene, da bom šla v petek zvečer ven, v soboto zjutraj bi pa imela trening, enostavno v soboto zjutraj potem ne bi bilo nič iz mene na treningu in se mi zdi, da sem vedela, kaj hočem. No. Se pravi, da si se že zelo mlada kalila v vrhunsko športnico, da si že zelo, zelo zgodaj opredelila, kako boš in kaj boš v življenju. Kljub temu, da si bila na začetku poti, ker si imela cilj, ker si imela željo, si to pot resno začela stopati in stopala po njej že res od rane mladosti. Kaj pa tiste prve začetniške naše mladostniške ljubezni in takšne stvari? Tudi to se zgodi. Kaj pa takrat, kaj se takrat zgodi s treningi in s tvojo začrtano potjo? Kaj je bil kak takšen dogodek? Nisem imela časa za te mladostniške ljubezni. Vse sem jaz rekla, mene je sem šport zanimal, nič druga.
Samo šport. Pa verjetno je poseben moment, vrhunska športnica, sedaj, ko si pa že odrasla ženska in formirana in že imaš svoje življenje, vrhunska športnica, način življenja, način komunikacije, odsotnosti, omenila si mi med najnimi pogovori, naprimer, ko so tekmovanja, da se dejansko popolnoma izklopite od sveta. Težko je najti partnerja, ki bi vse to razumel, verjetno. V bistvu res v klubu imamo nenapisano pravilo, da na tekmovanja, priprave ne nosimo s seboj telefonom oziroma naprav, ki so povezljive z internetom, tako se lahko mi izklopimo oziroma lahko se skoncentriramo samo na tekmovanje oziroma na treninge. Po drugi strani je pa to res težko imeti partnerja, ker pač kdo te bo razumel, da pač za en teden, 14 dni, en mesec te ne bo slišal. Verjetno je to tudi za starše in za bližnje težek moment. Res je, ampak jaz sem bila tako vzgojena oziroma tako sem odraščala s tem in tudi starša sta se navadila. Po drugi strani pa telefon od trenerja je vedno na voljo in sem lahko poklicala, tudi ona dva sta me lahko poklicala. No, to me je zanimalo, kaj pa, če je tebe kdaj stisnilo pri srcu, si le daleč od doma, nekje dosegaš neke svoje bitke, biješ, seveda si takrat zaželiš starše, s trenerjevega telefona je to šlo? Je to šlo, ampak moram povedati, da mislim, da je bilo njima težje kot meni, ker jaz sem bila bolj v treningih, nisem imela časa razmišljati neke druge stvari. Verjetno je bilo njima težje. Res je. In še en moment je v tem mladostniškem odraščanju in pa potem mlada ženska postaneš. To smo mogoče lahko ugotovili tudi pred oddajo. Danes si čudovita, urejena si, imaš lepo frizuro, elegantna, nohte imaš namazane. Kako je s tem v času treniranja, tekem? Si kdaj pogrešila te ženske drobne stvari, ki nam dajo tisto pikico na i? V bistvu na treningih pač ni make-upa, ni nalakiranih nohtov, lasje morajo biti speti in to pač zelo dejansko šele zdaj, ko pač imam počitek oziroma sem še na dopustu, si lahko tole privoščim, drugače pa ne. Oblečem se malo bolj elegantno, ne vem, 3-krat na leto, ko so kakšne podelitve. Tako da ja, mogoče pa res ta del življenja malo pogrešam. Kaj pa tisti ženski dnevi? Treningi so naporni, treningi so težki, terjajo psihični in fizični napor. Trener je moški. Kako gre s tem? V bistvu jaz nisem nikoli imela težav, tako da težko zdaj odgovorim na to. Tako da pri meni je bilo vse v redu vedno. Nisi imela nikoli problema. Poznam nekaj primerov, ko so pa dekleta imela težave in bi lahko bil tudi resen problem. Ja. Posebna zgodba in poseben del tvojega dosežka in dosežkov je gospod Fabjan. Spoštovani trener v Celju, v Sloveniji in pa daleč naokrog po svetu. Kakšna vez se splete med trenerjem in med vrhunsko športnico, kot si ti? Veliko zaupanja. Mislim, da moramo zelo zaupati drug v drugega, ker vsak po svoji strani moramo dati vse od sebe. Recimo, če dam za primer olimpijado, on sestavi program, on do tekme, točno, da jaz pridem v formo, točno tisti dan, tisti trenutek. To je njegova naloga, moja je, da dam jaz na treningih vse od sebe na tekmi in potem, ko to pride skupaj, ko se to združi, je rezultat olimpijska medalja. Krasno. Preden so prišle olimpijske medalje, so se začela tista prva tekmovanja. Kaj je bil tvoj prvi večji dosežek, tvoj večji uspeh v judu? Jaz moram povedati, da jaz sem bila na začetku res slaba. Jaz sem bila na tekmi 3. od 3 tekmovalk. Pač dejansko mi smo šli na tekmo in jaz sem se izgubila. Ampak mene to nikoli ni odvrnilo od juda. Tako da jaz sem svoje večje uspehe začela dosegati šele recimo kadetinja mladinka. Ko sem bila mladinka, sem bila 2-krat 3. na mladinskem svetovnem prvenstvu.
takrat se je to začelo. No. Prve članske uspehe sem pa recimo 2011 začela dosegati. To so svetovni pokali, evropski pokali. Prvo člansko evropsko medaljo pa leta 2013 in od takrat naprej se je moja pot začela strmo vzpenjati. Se je začela strmo spenjati. Takrat se verjetno prične tudi malce drugačen trenažni proces, spet še večje garanje, individualno s trenerjem za dosego teh nekih ciljev, kaj ne? V bistvu judo je individualen šport, ampak ti rabiš partnerja, rabiš več ljudi in tukaj jaz nikoli nisem bila sama, jaz sem vedno trenirala v skupini, imela sem dosti sparring partnerjev, sama nikoli ne bi mogla tega doseči. Judo je grob šport, borilna veščina, popravi me, če nisem prav rekla, je neka vrsta borilnih veščin. Kdo vse in na kakšen način ti pomaga pri treningih? Kako to sploh izgleda? Kako se naučite vseh teh stvari, da ti potem lahko premagaš nasprotnico? V bistvu začne se že, ko ti začneš trenirati skozi igro, se najprej naučiš padce, potem pa se začneš učiti tehnike in potem neko napreduješ in poznaš več tehnik, več gibov, ko si pa starejši, recimo, ko si član, tako kot jaz, pa tudi začneš analizirati nasprotnice, veš, kaj ti one pripravljajo, one vedo, kaj ti njim pripravljaš in moraš iz tega vidika gledati, da jih potem lahko premagaš. Da jih lahko premagaš. Potem, ko si že dosegla ta odmevnejša tekmovanja in uspehe, ali se potem spremeni tudi režim prehrane, ali je to že skozi potem prilagojen? Kako je s tem? V bistvu jaz nisem imela nikoli nobene posebne prehrane, tudi trener je nam rekel, da mi lahko jemo, kar hočemo, če si mi zaželimo čokolado, jo pojemo, ker pač očitno to naše telo potrebuje. Telo ti pove, kaj potrebuje in česa si želi. Treniranje v klubu, kot je celjski klub, je verjetno zahteven finančni zalogaj. Tudi za starše. Članarina ne bom rekla, da je draga, ker po mojem mnenju je najcenejša v celem Celju. Je pa seveda na začetku je breme staršev tako, ne vem, tekmovanja, kot kupiti kimono, druge stvari, ampak ko si starejši, ko začneš dosegati rezultate, kasneje pa to krije klub oziroma potem judo zveza. Ali je obstajala kdaj kakršnakoli stimulacija morda od lokalne skupnosti ali od kakšnih športnih zvez, glede na to, da vemo, da takšni klubi enostavno ne zmorejo in ne premorejo imeti tako velikih finančnih sredstev, da bi lahko vse sami krili, pa kljub temu dajo vrhunske športnike. Naš klub, celjski klub, je kovnica olimpijcev. Jaz to težko govorim, ker ne vem najbolj stvari, ampak vem, da določena financiranja so, vem pa tudi, da so precej nizka, tako da se mora klub znajti sam po najboljših močeh z določenimi sponzorji, ampak kot pravim, težko govorim o tem. Ampak ti kot sama, kot Tina Trstenjak, si lahko pridobila kakšnega sponzorja, da ti je kdo pomagal kasneje pri tvojih treningih in pri vseh potrebah, ki jih imaš? Pri tem je pomagal moj trener Marjan Fabijan pridobiti sponzorje, tako da po olimpijski medalji v Riu sva pridobila nekatere sponzorje. Kako pa je žgečljiva tema, pa je boleče vprašanje vedno za vse športnike ali pa ne, vsaj pri nas v Sloveniji je tako. Sploh pa me zanima, kako je v takšnih športih, kot je judo, ki ni, kljub temu, da je olimpijski šport, ni toliko renomiran pa plasiran v javnost. Kako je z plačili? Naprimer, ti si začela že zelo mlada na svetovna, evropska prvenstva in tako dalje. Ali po tej plati za kakšno doseženo mesto, za kakšno medaljo obstajajo kakšne nagrade? Tukaj obstajajo službe. Športniki smo zaposleni v športnih enotah vojske, policije
in pa finančne uprave, kjer sem tudi sama, da bi bile posebne nagrade. So recimo za Evropsko svetovno prvenstvo in olimpijado se strani države oziroma Olimpijskega komiteja Slovenije. Da bi pa, ne vem, dobila občinsko nagrado, ne vem. Da bi kakšno, ne vem, mogoče kakšno rento ali karkoli dobivali? Ne, edino, ko si prejemnik Bloudkove nagrade, s tem pridobiš, da ko se ti upokojiš, dobivaš dodatek k upokojitvi. Dodatek upokojitvi. Vemo, kako je s tem. Mnogi športniki ali športnice, ko rečem športniki, mislim ene in druge, pripeljejo kariero do konca in potem je treba poskrbeti sam zase, če si imel srečo, da ni bilo poškodbe, si najti službo oziroma, če ti jo je država pomagala, potem tudi nekako do upokojitve priti. Pri nas vrhunski športniki še vedno ne morejo dobiti športno pokojnino. Ne, zaenkrat še ne. V drugih državah vem, da imajo to urejeno. Pri nas še ne. Vem, da so probali, ampak je to propadlo, tako da očitno še ni. Še vedno ni, še vedno je premalo na nek način spoštovan šport, vrhunski šport, sploh slovenski športnice in športniki ste krasni promotorji naše države. Po drugi strani pa niti ne preseneča, malce sem spremljala te stvari, ko sem se pripravljala na pogovor s tabo, podpora skupnosti, že tiste lokalne. Omenila si, da ste seveda v tvojem klubu naredili, da so ti naredili sprejem in naredili so ti pač v znanem celjskem gostišču. Vemo, da je tam pač verjetno bolj marketinška poteza, ker so na novo odprti. Kaj pa lokalna skupnost sama kot taka, mesto kot tako? Brali smo za druge Olimpice, imela je sprejem, župani in celo mesto so jih pričakali, bile so cele veselice. Uradno mesto Celje, te je pričakalo? Ne, uradnega sprejema v mesto Celje ni bilo. Tudi iz strani občine Celje sem dobila samo čestitko, ki je prišla na klub, ne osebno na moj naslov, tako da to je bilo vse. Lahko pa povem, da tudi letos, ko sem bila evropska prvakinja, nisem dobila čestitke iz občine Celje, tako da tukaj se še da marsikaj narediti. No, zagotovo, kaj ti prinesti takšno nagrado, ko za njo ve ves svet, olimpijske igre spremlja dejansko ves svet, ogromno držav tekmuje in da prideš iz Celja. Jaz mislim, da je Celje eno najbolj uspešnih mest v Sloveniji iz zadnjih 5 olimpijad. Smo dosegli medalje, kar res ne vem, če je to v katerem drugem še slovenskem mestu in ni bilo sprejema, pač to je res žalostno. Ja, žalostno, morda naju kdo gleda in posluša od tistih, ki bi to morali slišati, da jim malce potrkava na vest, kajti ogromno let garanja, seveda je tvoj osebni uspeh, pa uspeh kluba, pa vendarle zasledila sem, da je tudi mestna občina ne nazadnje pokrovitelj in kot pokrovitelj se na koncu mačehovsko obnaša do tebe, ki si ime našega knežjega mesta ponesla v širni svet na najvišji piedestal, kar je možno. Se veste, kako pravijo, da slikajo se s tabo samo, ko si dober, ko pa ne dosegaš zelo velikih rezultatov, pa nikogar ni ob tebi. Očitno je v Celju to še takrat, ko dosegaš rezultate, ni nobenega. Verjamem, da bodo pohiteli in popravili te stvari za v bodoče, kajti izjemno smo ponosni na te, na klub, na vse dosežke kluba in verjamem, da kljub temu, da boš in da boste še vedno naprej garali, ne glede na sprejeme, ali so ali niso, ostane pa grenak priokus, da te v lastnem mestu pozabijo, kaj ne? Seveda bomo garali naprej. Moj cilj nikoli ni bil, da bi bila jaz neka zvezda, oziroma jaz sem si vedno želela biti samo dobra. Nikoli si nisem želela biti neka javna osebna zvezda, ampak šele kasneje sem jaz si prišla to gor, da
to pride vzajemno. In če pač se občina tako odločila. Gre vzajemno in gre za takšno stvar, ki bi jo lokalna skupnost morala malce bolj potrepljati vsaj po rami in se zahvaliti na nek način, kajti takšne promocije, kot je dosežek tvoj in vašega kluba, tvojega trenerja, je v svetu veliko bolj spoštovan in tudi podprt na nek način. Se mi tudi zdi, da... Preden nadaljujeva, izvoli. Da trenerje recimo bolj cenijo v tujini kot v Sloveniji. Tako je. Preden nadaljujeva pogovor, pa bi jaz razveselila moje spoštovane gledalke in cenjene gledalce. Naša Tina se je kljub temu, da je prvič v živo v oddaji odločila, da bo omogočila tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, da se pogovorite z njo besedo ali dve, da jo pozdravite, da ji čestitate. Verjamem, da si to želite, še bolj pa vem, da si je to zaslužila in da jo pozdravite, da ji zaželite vse dobro v bodočnosti. Telefoni bodo odprti od sedaj dalje nekaj minut in če želite spregovoriti z našo Olimpiko, ki nam je prinesla srebro in zlato z olimpijskih iger v Tokiu in v Riju, da pokličete. Z veseljem bo z vami spregovorila, je zelo komunikativna, nobenih težav ni, kljub temu, da greva v živo, pol oddaje je že mimo, pa sploh nisva še prišli do bistva vsega tistega, kar še želiva povedati o najinih pogovorih. Torej, telefonske številke so izpisane na ekranih, telefonski linije so tudi odprte, izvolite, pokličite, pogovorite se z našo Olimpiko. Tina, skozi vsa ta leta dela, garanja, odrekanja, omenjali sva trenerja in pa starši. To so verjetno največja opora v vsej tej tvoji karieri. Ja, seveda, starša sta bila tukaj tudi takrat, ko mi ni šlo in sta me podpirala skozi celotno mojo pot. Tudi trener se skozi ob meni, veliko je naredil za mene, tako da res jim moram biti hvaležna. Jaz sem prisotna v kolektivnih športih. Zanima me, kako pa izgleda dan športnika, judoista, ki trenira takšen šport kot ti, posamični, individualni. Kakšni so takšni treningi? Kako to pri vas izgleda? Zjutraj je trening fizike, ob 6. zjutraj. To pomeni uteži, tek, vaje z lastno težo, različne stvari. Popoldan je judo, to pomeni tehnika in potem borbe. Kot pravim, jaz na treningu nikoli ne morem biti sama, zato treniramo v skupini, ker imam dosti partnerjev, s katerimi se lahko borim. Ko je kakšno pomembnejše tekmovanje, Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, je tudi kakšen trening še vmes. Za olimpijado je pa čisto drugačen plan treningov. Vmes je počitek, v bistvu za druge stvari skoraj da ni časa. Že ne ostane več kaj časa. Spoštovani Fabijan, gospod Fabijan je tvoj trener že vrsto let, pa vendar tvoja zgodba se ni začela z njim, kaj ne? Ne, jaz sem začela trenirati leta 1998 pri Urški Žolnir. Ona je bila moja prva trenerka. Mislim, da dobro leto. Potem pa sem imela druge trenerje in kot pravim, zadnjih 15 let recimo je Fabijan moj trener. Gospod Fabijan trener. Kako pa je bilo z Urško? Verjetno tudi zanimivo, kaj ne? Svojo vzornico na nek način, se spoznaš z njo, tudi ona je bila zelo uspešna, dosegala lepe rezultate. Potem pa postane tvoja trenerka. V bistvu se je nek krog sklenil, ker jaz sem začela trenirati pri njej, vmes sem imela druge trenerje. Na koncu smo pa celo trenirali skupaj v isti grupi, celo z njo sem šla na olimpijske igre v Londonu, tako da nekaj se je krog sklenil. Se je sklenil krog, lepo. Koliko let, tisto eno leto ali še dlje? Ne vem, približno eno leto. In potem takoj gospod Fabijan? Ne, še drugi trenerji. Še drugi trenerji. Posebna vez, kot je z gospodom Fabijanom, je tudi vez, ki jo mora tudi tvoja bližnja okolica razumeti, kaj ne?
v bistvu, kot sem rekla, mogli so se prilagoditi oziroma prilagoditi se mojemu načinu življenja. Tako prijatelji kot družina, jaz enostavno nimam veliko časa za druženje in ko smo skupaj, je takrat pač bolj kvalitetno. S trenerjem sta dosegla, čeprav je tu še seveda druga ekipa drugih ljudi, ki potem na nek način formirajo tvojo športno podobo, pa vendar trener je tisti, ki največ da temu. Sedaj že imaš neko sklenjeno zgodbo, čeprav še ni končana, nadaljevala se bo, pa vendar, če bi lahko povzela na kratko, zakaj si največ hvaležna gospodu Fabijanu? Kaj je tisto v življenju, kar ti je on dal, kar ti bo dalo pečat tudi v zasebnem življenju? Jaz mislim, da sem se pri njemu naučila reda in discipline in mislim, da se to še zdaj, oziroma da to mi bo ostalo za celo življenje. In tudi to, da ne zamujam, da sem se naučila, da moraš biti na določenem mestu vsaj 5 minut prej, če ne 10. In recimo to me pri drugih ljudeh zelo moti. In se mi zdi zelo nespoštljivo do pač drugega. Tako je. In to so že tiste prve osnove vsega, kaj ne? Ja. Kaj pa odnos okolice v Celju, recimo najbolj do vrhunskega športnika ali športnice, kot si ti? Tisti vsakodnevni. Jaz mislim, da so tukaj sploh v okolju, kjer živim, ljudje zelo navajeni na mene. Se ne počutim, da bi bila jaz neka zvezda, čist kamot se lahko po ulici sprehodim, gremo v trgovino, čisto normalno. Celje je, kot smo omenili in kot se ve, športno mesto, pa vendar so na nek način ljudje še vedno zaprti, ali pa ne, si upajo pristopiti, te pozdraviti. Ne gre zdaj za to tisto zvezdništvo, ampak za tisti nek pristni človeški pristop do tebe, kadar se vrneš s tako velikim dosežkom, kot je olimpijska medalja. Ja, nekateri si upajo, nekateri pridejo, če se lahko slikajo, če jim lahko dam podpis. Nekateri se a je to ona, pač čisto različno ljudje odreagirajo. Se opravičujem, ni korona, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, telefonske linije so odprte, naša Tina je pripravljena, če želite jo lahko pokličete, pokramljate z njo, ni vsak dan takšna priložnost, da bi se to lahko zgodilo. Tudi ti imaš medijskih obveznosti veliko, ko se vrneš takšnih tekmovanj, kaj ne? Ja, po olimpijadi je res malo več, drugače pa niti ne. Je moje življenje precej normalno. In kako potem razporediš se to? Po olimpijadi bi verjetno želeli vsi, da prideš vse povsod. V bistvu vse gre preko mojega trenerja, on to ureja in skrbi za to, da ni preveč, ker morate vedeti, da če ljudje prej niso želeli, zakaj bi zdaj, ne? Tako je. Tako je. Ne moreš se razdajati povsod. Ja. Zato sem še toliko bolj počaščena za tvoj odziv in seveda trenerjevo na nek način tudi dovoljenje, ne nazadnje. Ni ravno dovoljenje, ampak je dosti prispeval k temu, da si lahko prišla v mojo oddajo. Klub, iz katerega izhajaš, in pa tvoji dosežki, ko prideš v tujini na tekmovanje, to pa je spet nekaj drugega, kaj ne? Tam pa poznajo vrednost in uspehe. Ja, poznajo in se tudi vidi, da res cenijo. Dejansko se mi zdi, da v tujini bolj cenijo kot v Sloveniji. Seveda. Športniki so nek poseben svet in nekaj posebnega se je zgodilo na letošnji olimpijadi, čemur se je poklonil na nek način skoraj ves svet, ki je to gledal in videl. Tvoje in pa Francozinino zmagoslavno in pa poraženo, tisti vajin trenutek, ko sta bili dve mladi dekleti, ženski športnici, fair play športnici. Mislim, da bo to moment, ki bo ostal
za celo življenje, oziroma moment, ki opisuje olimpijske igre, vse pač res, kako bi moglo biti. Ona je samo pokazala, kako me ceni in jaz mislim, da je to zelo lepo od nje. Midve smo prijateljici, tudi zasebno, pač na tatamiju smo nasprotnici, ampak ko se tekma konča, smo prijateljici. Jaz vem, da je bilo njej zelo težko v Rio, ko sem jo jaz premagala, ker pač od nje so tudi zelo veliko pričakovali in zdaj sva si nekot naslove porazdelili. Res je. To so tisti pravi športni odnosi, kljub rivalstvu na nek način, medsebojno spoštovanje. Nenazadnje se te takšne stvari verjetno učijo takšnega spoštovanja in odnosov tudi v zasebnem življenju, kaj ne? Seveda, šport me je ogromno naučil in jaz to probam nekaj odpeljati naprej tudi v zasebnem življenju. Tudi v zasebnem življenju, seveda. Porazi so tudi del življenja, ravno tako kot zmage. Čeprav, po moje, menim, da se je težje kosati zmago kasneje po tem, ko jo dosežeš, kot pa s porazom. Ja, seveda, ker potem vsi pričakujejo od tebe še več. In ko si enkrat na vrhu, je zelo težko ostati na vrhu. Teže je ostati na vrhu, kot pa priditi na vrh. In potem so tu razni pritiski in čisto odvisno, kako se spoprijemeš z njimi. Tina, sedaj imaš malo več prostega časa, počivaš še vedno. Si že strnila vsaj tiste glavne občutke in čutenja po tej zadnji medalji? Vsekakor sem zelo vesela, ponosna na sebe. Dejansko, kaj več si sploh, da ne bi mogla želeti, če bi zmagala. Ampak sem prav tako zadovoljna s srebrom, ker kot pravim, na 2 olimpijadah, 2 zaporedna finala, to je vrhunsko. In jaz mislim, da se bom začela zavedati šele čez par let, kaj vse sem dosegla. Kaj vse si dosegla? Seveda še boš dosegla. Kaj pa prosti čas? Ali ga sploh znaš sedaj preživljati? Znam. Bila sem malo na morju, zdaj se malo več družim s prijatelji, preživljam čas z družino, enostavno uživam. Enostavno uživaš. Omenili sva, da si edinka. Sem. Po moje mora biti to še poseben odnos staršev in pa športnika, ki se tako razvija. So se ti sploh upali te spustiti iz neke tiste starševske vate, iz žepa, ali pa so budno bdeli skozi nad tabo? V bistvu jaz sem bila skozi kot v neki vati, če ne druga že zaradi trenerja Fabijana. Ampak enostavno mi smo doma zelo povezani, verjetno tudi zato, ker sem edinka, tako da se odlično razumemo. Krasno. Torej sta tudi zelo lepo na nek način verjetno tudi dobro znala sprejeti in spremljati to tvojo pot razvojno in pa to prepuščanje potem trenerju, da on postane na nek način glavna osebnost v tvojem življenju. Ja, seveda, ker dejansko sem z njim preživela skoraj več časa kot z njim. Ja, pa relativno zelo mlada, kaj ne? Tako da je tudi to zelo lepo. Sta hodila s tabo na tekmovanja? Ko sem bila mlajša, ja, ko sem bila zdaj, ko sem starejša, na nekatera tista, ki so v bližini, recimo Grand Prix v Zagrebu, Grand Prix v Budimpešti, kakšna državna prvenstva, to je to. Omenila si različne aktivnosti, ki si jih počela sedaj, ko si na nek način na dopustu. Kdo pa je Tina zasebno? Kakšna je Tina zasebno? Mimo dvoranskih luči, mimo tistih prijateljskih druženj na morju pa potovanj. Kaj ima Tina rada? Kaj Tina počne, ko je doma sama? Jaz sem čist neka normalna oseba, po moje še bolj dolgočasna kot kateri ostali, ki niso športniki. Verjetno, da bi vedel, kakšna sem, bi mogla moje prijatelje vprašati, ampak Tina zelo rada je čokolado, recimo.
se tudi zabava. Sem komunikativna, ampak v svoji družbi, tako da imam včasih težke trenutke, ko je več ljudi in se težko sprostim, ampak delam na tem. Delaš na tem. Enkrat, ko bo prišel čas, boš šla tudi v redno službo ali pa morda razmišljaš celo o tem, da bi ti kdaj trenirala? Zaenkrat še ne, Seveda, ko bo ne čas. razmišljam o tem, ker pač še nisem zaključila karijere. Ko pa bo čas, zato bom pa tudi o tem razmišljala. Seveda, ko bo čas. Preživljamo čudne čase, ne gre, da se tega ne dotaknemo. Kako je koronski čas vplival na judo? Ja, fest je vplival, tekmovanj ni bilo, olimpijske igre so se prestavile. Sama, da sem lahko trenirala, sem 2 meseca pa pol živela v klubu, kjer smo se mi testirali in pač par nas je skupaj živelo in treniralo. Tako, da. Ni bilo. Kako pa na olimpijadi? Je bila specifična ravno zaradi, morda tudi zaradi korone? So se te mere varovalne fejst čutile? Kako je bilo to? Ja, seveda, določene ukrepe smo morali upoštevati, vsak dan testiranje s slino, ni bilo pozdravljanja z drugimi tekmovalci iz drugih držav, oziroma nismo se smeli rokovati in se objemati, tako da vse posod je bila neka distanca, maske. Iz olimpijske vasi nismo mogli iti, oziroma lahko si šel samo na trening oziroma na tekmovanje z njihovim prevozom. In 48 ur po tekmovanju smo vas mogli zapustiti. Tako da je bilo precej drugače. Je bilo precej drugače, kaj ne? Se ti je bilo težko navaditi na drugačen čas, na drugačno okolje? Rio je en tak primer bil, Tokio spet tak. Kako je s tem, ko športnik odide na takšno dolgo pot in se mora navaditi na vse to? Prišel pa je zato, da pobere vrhunske rezultate. Kako se na to pripravite? Ja, recimo v Rio se mi je bilo precej lažje navaditi na čas, ker je pač v drugo stran. Japonska je 8 ur spet v drugo stran in zato sem tudi šla tja en teden prej, tako da do tekme sem se glih navadila. Da si se ravno navadila. Me zanima, ker se pač sama s tem na nek način ukvarjam, ali si zaznala vse te številne prostovoljce, ki delajo na tako velikih turnirjih? So vam pomagali? Ja, seveda pomagajo, ampak jaz sem na olimpijskih igrah zelo skoncentrirana, tako da ljudi okrog sebe ne vidim, ampak vem pa, da je tam ogromno prostovoljcev. Veš, se pravi, da bi vam direktno kot tvoji ekipi pomagali, to niste imeli nikogar? Ne. Kakšen pa je tvoj dan bil na olimpijadi? Kako je to izgledalo? Moj dan je bil precej dolgočasen, glede na to, da sem recimo enkrat na dan trenirala, ostalo sem počivala, vmes sem šla kaj jest, zadnje dni sem bolj malo jedla, ker sem mogla paziti na kilograme, potem pa je že bila tekma in naslednji dan po tekmi sem šla domov. In tisti dan D, ko si osvojila medaljo, je bil kaj drugačen v občutkih? Si že v sebi kaj čutila, kakšne, ali si se popolnoma prepustila tej neki zoni tekmovalni? V bistvu, za mene je bil to čisto navaden tekmovalni dan, sploh se mi ni zdelo, da tekmujem na olimpijskih igrah. Tak sem imela občutek, da tekmujem na nekem Grand Slamu. Ampak šele potem, ko je bila podelitev, potem pa sem sama pri sebi rekla, ja, sem na olimpijskih igrah. Si na olimpijskih igrah. To se pravi, da je dejansko potekalo vse na nek način tako, kot mora. Sta imela s trenerjem kakšen poseben ritual na teh olimpijskih igrah? Nimamo nekega posebnega rituala. Sem pa sama zelo vraževerna, to lahko povem. In moram imeti na vsaki tekmi enako majico, nogavice, stup, spodnje perilo, vse. In se mi zdi, da ker ne bom mogla tekmovati, če to ne bo
zraven mene. In to imaš vedno ene in iste? Ja, ampak potem, ko pač se to zrabi, se odločim, no, zdaj pa niso več srečne, pa potem jaz to zamenjam in spet določim, da to pa bo zdaj moja srečna uprava. Aha, krasno, krasno. In imaš to eno in isto upravo skozi? Ja, ampak samo za tekmovanja, to napravljam na treningih. Samo za tekmovanja. Naj ti bo srečno še naprej. Hvala. Tina, kaj načrtuješ za svoj prosti čas? Kaj je takega, kar pa si želiš malce bolj živeti ali živeti sedaj, ko še imaš čas? V bistvu nič ne načrtujem, zdaj probam biti čim bolj spontana, ker ko sem jaz... Tega si verjetno najbolj željna, da živiš spontano, brez nekih načrtov, urnikov. Ker ko sem jaz na treningih je ogromno urnikov in tega sem navajena in to imam jaz tudi v svojem zasebnem življenju in zdaj jaz res probam, da sem malo bolj spontano, ker drugače jaz zelo strmim k vsem urnikov in uram in vsemu. Da se naučiš. To sem videla tudi, ko smo se dogovarjali za sestanek. Pri tebi je bilo lahko takrat pa takrat. Pa sem jaz predlagala, kaj pa, če bi slučajno šlo takrat, ja pa lahko popuščaš že po malem. Pa se hitro človek verjetno nauči tudi tega, kaj ne? Da se sprostiš. Ali ostane dolgo ta krč? Pa ne, se mi zdi, da sem jaz kar prenesla veliko iz športa v to zasebno življenje teh urnikov in kar rabim nekaj časa, no, da se sprostim, pa da sem bolj spontana. Da si bolj spontana, verjamem. Poleg reda in discipline, kaj bi rekla, da ti je še, in seveda vseh dosežkov, kaj ti je še judo dal? Judo je tako moja neka življenjska pot, tako da jaz sem več kot pol svojega življenja živela, oziroma živim v telovadnici na tekmovanjih pripravah. Tako da zaenkrat lahko rečem, da pač vse, kar sem usvojila v življenju, je to iz juda. Je to to. Tina, ali se zavedaš, da se najina oddaja v živo že steka k koncu? Je bilo hudo? Ne. Ni bilo hudo, kaj ne? Od srca ti želim, da še dosežeš še neke svoje cilje skrite na tvoji športni poti. Želim ti, da najdeš partnerja, ki bo razumel in podpiral tvojo pot, ki je zelo težka, a hkrati zelo lepa. V imenu vseh svojih prijateljev, ki so me prosili in pa naše televizije, se ti iskreno zahvaljujem, počaščena za tvoje dosežke, ki si nam jih prinesla v Celje in pa za tvoj obisk v naši oddaji. Najlepša hvala. Vse najlepše še naprej na tvoji poti in vse dobro. Tebi, tvojemu trenerju, vajnemu skupnemu delu, kajti krasen tandem sta, in pa seveda vašemu klubu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, nihče med vami se ni upogumil, bo pa kdaj drugič priložnost, vas pa vabim spet prihodnjič, ko bomo gostili spet kakšno zanimivo življenjsko areno ene od zelo znanih Slovenk, njeno ime pa vam bom kmalu razkrila. Lahko noč.